Kako je, kadar pristojni nekaj obljubijo, ob tem pa držijo fige v žepih, najbrž najbolje vedo krajani Sore, kajti njihova želja, ki jo v zadnjem času vedno bolj zahteva, da bi se 126 let stara, neprimerna šola zamenjala z novo podružnično šolo, je v zadnjem času postala le ena izmed nerazčiščenih zadev v odnosu občina Šiška, mesto Ljubljana, oziroma v tem predvolilnem predboju le ena izmed nepomembnih stvari za tiste, ki se držijo načela. Nič več v naši občini, nič več potencialni volivci. Prav kmalu bo tukaj Božič in ob tem obletnica, ko sta predsednik izvršnega sveta občine Ljubljana Šiška, gospod Peter Zole, in župan mesta Ljubljane, gospod Strgar, na nacionalni televiziji obljubila, da bodo svoje medsebojne razprtije rešili v korist nove osnovne šole v Sori. Ministrstvo za šolstvo in šport je iz državne blagajne bilo pripravljeno v ta namen nameniti 22 milijonov tolarjev, kar naj bi bila polovica potrebnih sredstev, da se šolo spravi pod streho. Obljubljenih 22 milijonov tolarjev so na ministrstvu pogojevali zahtevo, da mesto Ljubljana in občina Šiška prispevata preostanek. V začetku letošnjega leta so se stvari videle takole. Ministrstvo obljublja 22 milijonov, v mestni združeni blagajni so se pripravljeni odreči 10 milijonom tolarjev, kar pa so pogojevali zahtevo, da se iz šišenske občinske blagajne nameni ravno toliko, kar bi nekako ustrezalo tako imenovanemu dolgu, ki ga je občina Šiška menda imela do mesta. V občini Ljubljana Šiška se s takim scenarijem niso strinjali. V občinskem proračunu za letošnje leto, ki sicer še do danes ni sprejet, ni bilo sledu o investiciji v osnovno šolo v Sori, tako da je izkopana gradbena jama še naprej samevala brez temeljev. V poletnih mesecih se stvari prično videvati drugače, tudi na račun groženj z zaporo ceste, ki je krajanom Sore ostalo zadnjo upanje. Ministrstvo še naprej obljublja 22 milijonov tolarjev. V šišenski občinski blagajni so se sedaj pripravljeni odreči 10 milijonom tolarjev. Oboji, ministrstvo in občinski možje, pa svoje možne investicije pogojujeta zahtevo, da se iz mestne blagajne pridobi tistih na začetku leta obljubljenih 10 oziroma vsaj 7 milijonov tolarjev. Odnosi na relaciji občina Šiška mesto in ministrstvo za šolstvo in šport so naslednji in jasni. Na začetku leta občinski sekretarji za družbene dejavnosti vseh ljubljanskih občin sprejmejo plan investicij v šolstvo. Čeprav se prav konkretnih stvari občinski sekretarji med seboj letos niso zmogli dogovoriti, je na plodna tla padla zahteva šišenskega sekretarja gospoda Šrekla, da je čas, da se v občini Ljubljana Šiška odpre vsaj ena nova investicija. V mislih pa je imel, vsaj upajmo lahko, čeprav ni požel navdušenja, ravno osnovna šola v Sori. Ministrstvo za šolstvo in šport, kakorkoli že obljubljata državna sekretarka gospa Teja Valenčič in pristojni za investicije gospod Žibrat, preusmeri denar iz državnega proračuna vedno v mestno blagajno. In kakršenkoli plan občinski sekretarji za družbene dejavnosti že sprejmejo, za blažev žegen oziroma v tem primeru za denar, morajo svoj glas dati predsedniki izvršnih svetov. In dejstvo je, da se je zadnji sestanek predsednikov ljubljanskih izvršnih svetov končal z rezultatom 3-2 za tiste, ki so proti osnovni šoli v Sori. Končen rezultat je, ministrstvo ostaja pri obljubljenih 22 milijonih tolarjev, čeprav se ve, da so že porabljeni za projekt Osnovna šola Livada, ki je združena sredstva namenjena investicijam v šolstvo vseh ljubljanskih občin požiral že 3. leto. Občina Ljubljana Šiška ostaja pri svojih 10 milijonih tolarjev, čeprav bi morda lahko primaknila še kakšen milijonček, medtem ko iz mestne blagajne, tako kot sedaj kaže, ne bo kapnilo nič. Da bi se za investicijo odločila 2 brez 3, po njihovi logiki pač ne gre.
Tisto, kar si lahko mislimo mi, skupaj s krajani Sore, pa je, da so vsi trije najbolj zadovoljni, če nekdo vedno meša štrene, pa solidarnostno vsakič en prevzame krivdo nase. Naša televizija je že nekajkrat spremljala problematiko gradnje regionalne ceste R314 Kamnik-Škofja Loka, predvsem na kratkem, malo več kot 100-metrskem odseku v Valburgi, kjer so krajani zaradi neizpolnjenih obljub letos poleti cesto celo zaprli. Zapora je uspela, tako da imajo sedaj res lepo urejeno cestišče s pločniki in zaščitnimi ograjami, skratka tako, kot se spodobi. V sklopu teh del so pločnik skozi vas zaradi varnosti šolarjev podaljšali še do šole in še dlje, mimo igrišč do odcepov stari del Smlednika. Pred začetki del smo obljubili, da o tej problematiki ne bomo več poročali, ker smo trdno verjeli, da bo cesta vključno s križiščem, ki mu domačini rečejo pri Jožku, dokončno urejena. Vendar se še vedno zapleta pri odkupu 2 starih stavb križišču, ker investitor in lastniki niso našli skupnega jezika in ga verjetno še dolgo ne bodo. Zato je sedaj na cesti med obema stavbama pravo razdejanje. Menimo pa, da bi kljub nesoglasjem lahko zakrpali vsaj luknje. Sicer pa za konec lahko rečemo, da ima Smlednik kot eden večjih krajev med Ljubljano in Kranjem daleč najgrše urejeno središče naselja. Zaradi omenjenih zapletov pri kupnini hiš pa je tudi vprašanje, kdaj bo Republiška uprava za ceste kot investitor spet namenila denar za to cesto, kjer je bilo pri gradnji toliko, milo rečeno, nemogočih zahtev krajanov. Zadovoljstvo vam lahko poročamo, da gredo dela pri vodovodu proti Kobivarju, to se pravi od gostilne Lipa v Pirničah do tega zaselka pod Šmarno goro k koncu. Nekatere hiše so že priključene na nov vodovod. Gospa Sivec Marinka, kdo je najbolj zaslužen za zgraditev vodovoda proti Kobivarju? Krajevna skupnost se je najbolj prizadevala za to že več let, letos nam je to ratalo, potem krajani sami, vodovod Kranj nam je šel pa zelo, zelo na roke. Gospod Vidjak se je osebno zavzel za to, ker ti ljudje niso imeli vode toliko let, pa tako blizu Ljubljane je bilo res kar malo. Kaj pa domačini, Kobivarjevi? Domačini tudi zelo so zavzeti, zelo prizadevni, delajo tukaj po cele dneve prostovoljno, ker čisto vsa sredstva nismo mogli zbrati. Kaj pa občina Šiška? Občina Šiška ni za vodovod ta dala, ni nič dala. Ni dala sredstev, ker oni pravijo, da imamo že pokopališče, kar je tudi res most nov. Gospod Rudi Jenko, vi ste domačin pri Kobivarju pod Šmarno goro. Kako so potekala dela pri vašem novem vodovodu? Začeli smo pred 3 tednom, delamo cele dneve. Dela potekajo v redu. Krajevna skupnost pomaga veliko. Sanacija Zbiljskega jezera se približuje tisti točki, ko bodo na obali jezera pričeli graditi nasip, za katerim bodo deponirali mulj. Sanacija se bo izvajala na nov način s plavajočim bahrom, ki smo si ga predstavniki elektrogospodarstva, izvajalcev, občine Šiška, ribičev, turističnega društva Zbilje in seveda televizije Medvode ogledali na referenčnem jezeru pri Leipzigu v Nemčiji. Ponudbe izvajalcev oziroma izvajalcev in pa vzorcev tega blata skupaj z njimi je drugačno tiste, ki je bila predvidena v idejnem projektu. Odločili smo se za črpanje blata za začni objekt, ki ga podobnega v Sloveniji ni, ker še nismo pristopili k sanaciji podobnih jezer v Sloveniji. Sam ogled referenčnega objekta je pokazal, da je ta način sanacije sprejemljivejši, kot je bilo predvideno bagranje iz večjih razlogov. Pomembnejši in enostavnejši je, kar se tiče tehnologije samega črpanja, ker je tudi terminsko ugodnejši kot samo bagranje. Za nas kot investitorja Savske elektrarne, ki se ukvarjamo s proizvodnjo električne energije, sprejemljivejši z energetskega stališča,
ker ne bo potrebna denivelacija bazena v času črpanja blata. Tak način sanacije jezera je po mnenju strokovnjakov sprejemljivejši od vseh ostalih tudi z ekološke plati. Ja, na vsak način, ker denivelacija, ki bi bila potrebna pri bagranju, pomeni zelo velik poseg v naravni biotop, kakršenkoli že je. To pomeni veliko manj smradu, ker pri denivelaciji bi bila cela površina odprta. Tu bo plovni bager na objektu pri vodostaju, normalnem vodostaju, in to pomeni, da bo prihajal ta mulj v stik samo v lagunah na bistveno manjši površini. Potem je tu sama tehnika, ki posega v vodo. Tale pontonski bagri so dosti zanesljive stroji in tudi recimo uporabljajo biorazgradljive olja za mazanje, rastlinska olja, in to pomeni, da nobenih dodatnih mineralnih olj ni pri tem. Potem tudi, kar se tiče hrupa, je hrupa bistveno manj, ker razen tega dizel motorja, ki stalno teče z enakomernimi obrati na tem pontonskem bagru, to je samo en motor, to ni, bi rekel, poseg kamionov, ni poseg, ni bagrov, torej, in to je motor, ki je na pol potopljen vodo, tako da vsaj po tem, kar smo videli, in moram reči, da meni je bilo to zelo pozitivno presenečenje, kako znajo to narediti zunaj, ne. Jaz mislim, da je to bistveno ugodnejša varianta sanacije. Podpola, kakšna so nadaljnja dela pri sanaciji Zbiljskega jezera s samimi terminskimi plani? Vse aktivnosti so zdaj osredotočene na pridobitev lokacijskega dovoljenja, ker je za izdajo lokacijskega dovoljenja lahko gremo v sklepanje pogodbe z izbranim izvajalcem del, to je nivo PUH Celje. In potem on v skladu s pogodbo pripravi postopek do gradbenega dovoljenja. Glede na terminske plane, ki smo jih sprejeli na razpisu, je predvideno za postavitev skalometnega nasipa cirka 2 meseca in potem glede na količino črpanja blata s pontoni še nadaljnjih 3 mesece za prečrpanje tega blata iz akumulacije za skalometni nasip. In kako bo potekala sama finančna konstrukcija tega projekta? Sama finančna konstrukcija je predvidena, da se financira iz proračuna. Mi smo kot Savske elektrarne zdaj v vseh predhodnih in pripravljalnih delih vložili iz vzdrževanja objekta, predvsem hidroelektrarne in ostalih, cirka 60 000 mark. Vse aktivnosti zdaj nadaljne, sklepanje pogodbe, plačilo odškodnin, vse ostala dela so predvidena, da se financirajo iz proračuna. Pa so sredstva za ta dela že predvidena v proračunu? V uradnem listu številka 25 je bil sprejet proračun, v njem je bila postavka predvidena za črpanje oziroma čiščenje Zbiljskega jezera in jezera na reki Dravi. Mi računamo, glede na to, da smo vse te aktivnosti tečejo že cirka 10 let in da smo pred izdajo lokacijskega dovoljenja, da bomo vsa dela financirali iz proračuna v letošnjem letu in jih zaključili v pričetku naslednjega leta. Kdaj torej lahko pričakujemo čisto Zbiljsko jezero? Vkolikor se bo pridobila pravočasno vsa upravna dovoljenja in s tem omogočilo začetek del našemu izvajalcu, potem bomo dela zaključili predvidoma do februarja, marca naslednjega leta. Med ribiči in ekologi pa obstaja strah pred škodljivimi strupenimi snovmi, še posebej fenolom, ki naj bi bili v blatu. Ja, obstaja en določen strah pred tem, da se v mulju skriva povišana koncentracija fenolov in da bi prišlo do kakšnih katastrofe in pomora rib. Ta strah je utemeljen s izpusti gor vodnih jezer dvakrat, ki so oba izpusta sta povzročila, to je bilo leta 1962 in mislim, da v 70 letih strahovit pomor rib. Mislim, da take nevarnosti ni. Referenčni objekt, ki smo si ga ogledali, dejansko ne stoji, torej ni del tekoče vode, ampak je del
jezera in pogoj, je bil postavljen na tem objektu, je, da se voda vrača v jezero prečiščena do 98%. To pomeni, in to se da doseči. In jaz mislim, da je to problem, da bi prišlo do tega. V Zbiljskem jezeru je še toliko manjši, torej da bi prišlo do povišane koncentracije strupenih snovi v vodi, ker imamo le tekočo vodo in bi v primeru, če bi tudi prišlo do kakšnih drobnih delcev, ki se ne bi usedli, bi prišlo do mešanja svežo vodo in bi bila koncentracija bistveno nižja. Da pa ne bi na pamet govorili, dejansko smo rekli in sklenili, da bomo naredili te analize, da vidimo, pri čem smo, da mogoče, jaz mislim, da je ta strah popolnoma neupravičen. Torej, če bi se pa zgodilo, da bi dejansko prišlo do tega, da se pojavljajo večje koncentracije fenolov, potem bo seveda pa treba pogledati, v kakšni meri in s kakšno hitrostjo bi to črpanje lahko potekalo. Ampak jaz mislim, da je verjetnost, da bi se takole zaradi tega podaljšal čas sanacije prav majhna. Upamo lahko, da bo investitor v najkrajšem času pridobil vso dokumentacijo in proračunska sredstva, tako da bo prihodnjo turistično sezono Zbiljsko jezero dočakalo v prenovljeni, lepši podobi. Četrtek 29.9. se je v prostorih krajevne skupnosti Medvode dogodila 32. seja sveta krajevne skupnosti. Na seji so člani sprejeli 9 bolj ali manj konkretnih sklepov. Za vse tiste, ki ste večji ali manjši pristaši aktivnosti nočnega kluba Gostilne Bencak, je najbrž pomembno to, da je svet krajevne skupnosti izdal soglasje k novemu času poslovanja od 21. do 3. ure zjutraj, s pridržkom, da se v primeru, če prosilec soglasja gospod Boštjan Bencak ne bi uspel poskrbeti za mir in red v okolici lokala v tem času, to soglasje lahko tudi odvzame. Člani sveta so ugotavljali, da v Medvodah poleg neurejenega financiranja velja tudi nikakršen interes medvoškega gospodarstva za življenje okolja. Tako so se člani sveta ponovno seznanili z dejstvom, da je godba Medvode razpadla, da je interes za nadaljevanje po posredovanju krajevne skupnosti pokazala Zveza kulturnih organizacij z manjšo dotacijo in glasbena šola Franca Šturma, ki je pripravljena ponuditi prostor za vadbo. Splošna ugotovitev izražena v sklepu je, da je nujno potrebno prebroditi teh nekaj mesecev do ustanovitve občine Medvode in aktivno iskati rešitev finančnih vprašanj tudi na tem kulturnem področju. Medvoško gospodarstvo nima posluha niti za manj zahtevne prostočasne dejavnosti, kot je na primer nogomet. Nogometni klub Medvode je ostal brez potrebnih sponzorskih sredstev. Člani krajevne skupnosti so sklenili pomagati pri zbiranju potrebnih sredstev za postavitve umetne trave na rezervnem igrišču. Člani sveta so se med drugim odločili, da izpraznjene prostore d.o.o. Src oddajo najboljšemu ponudniku, kljub temu, da v zraku visi vprašanje, kje naj bi imela bodoča občina Medvode svoje prostore. Člani krajevne skupnosti Medvode menijo, da to ni le njihova skrb in da bodo morale svoje napore pri reševanju prostorskega vprašanja vložiti tudi druge krajevne skupnosti na tem področju, kot tudi občina Ljubljana Šiška. Člani sveta so ugotavljali, da po Medvodah zaudarja, krivda pa, da ni le Donitova. Iz tega sledi sklep, da naj krajevna skupnost Medvode ostane pozorna na osneževanje okolja strani celotne industrije v Medvoški kotlini. Kot ponavadi se je največ pozornosti namenilo komunalno-cestnim zadevam. Izraženo je bilo skupno zadovoljstvo zaradi obnove mostu čez reko Savo, ponovne vzpostavitve proge ljubljanskega potniškega prometa številka 15 in izgradnje priključka na magistralno cesto ob nogometnem igrišču. Ravno tako so končana dela na projektu kanalizacija Svetje, proti koncu gredo dela z zamenjavo vodovoda in izdelani so načrti za plinovod. Prebivalci Finžgarjeve ulice naj bi imeli položen plinovod in asfaltirano cesto že konec tega leta, za vse ostale ulice pa se predvidevajo dela v začetku prihodnjega leta.
Na 32. seji sveta krajevne skupnosti Medvode je bil podan načrt za celo vrsto aktivnosti na cestnih povezavah v Medvodah, ki naj bi se vršile, nekatere že v čisto bližnji prihodnosti. Podrobneje informacije o tem pa pričakujte v prihodnji oddaji. To nedeljo, 23. septembra, je bila v podružnični cerkvi Svete Valburge pri Smledniku na območju bodoče medvoške občine blagoslovitev 400-kilogramskega zvona, posvečenega svetemu roku in letu družine. Gospod Načkov, ali često posvečate zvonove in kaj vam pomeni zvonjenje zvonov kot slovenska posebnost vam osebno? Velikokrat posvečujem zvonove in sem zelo vesel, da se ljudje tako navdušujejo, da nabavijo zvonove, ker to je res neka naša slovenska posebnost, posebno pritrkovanje. In to poznajo tudi drugod po svetu. Tako da smo tega zelo veseli in posebno sem vesel, da je tudi ta podružna cerkev Svete Valburge dobila nov zvon in da bo ta pritrkoval ljudem in jih vabil in jih razveseljeval. In kaj vam osebno pomeni zvonjenje zvon? Zvonjenje mi zelo veliko pomeni, ker smo še takrat, ko smo spremljali, ko sem bil še otrok, spremljali zvonjenje, smo zmeraj se spominjali, kaj to pomeni, ali je maša, ali je angel gospodov ali kaj drugega. Takrat je bilo to še samo o sebi umevno, to so tisti časi še pred drugo svetovno vojno, na to imam najlepše spomine. Drugod, ko sem doživljal po svetu zvonjenje, je pa to zelo različno. In kot sem omenil tudi v cerkvi, ko sem bil v Avstraliji, so rekli, najhujše je, da ni nobenega zvonjenja. V Sloveniji se pa odmeva zvonjenje z vseh cerkva, ki jih je po naši Sloveniji tako veliko. Gospod Ravnikar, kako to, da so se krajani Valburge odločili, da bodo v svoji podružnični cerkvi, ki se imenuje tudi po Sveti Valburgi, kupili nov zvon? Zadnje čase se kulturni in religiozni objekti obnavljajo po vsej naši državi, zato smo tudi mi ugotovili, da v naši župniji tej krajevni cerkvi nekaj manjka. Torej, to je tretji zvon, ki sicer je ubit v cerkvi, zato ne služi svojemu namenu in krajani so dali pobudo, da nabavimo še tretji zvon, ki bo dopolnjeval harmonijo cerkvenega zvonjenja. Ali nam lahko natančneje poveste, kako bo s prenovo te podružnične cerkve v naslednjih letih? Današnja blagoslovitev zvona je začetek večjih aktivnosti. Želimo namreč obnoviti kompleksno celo cerkev od zvonila do fasade. Naš program, ki ga imamo že pripravljenega, predvideva, da bi do naslednjega leta obnovili vsaj ostrešje in tudi fasado. Pravzaprav želimo, da bi se cerkev vklapljala v kraj, končno pa si jaz kot ravnatelj zavoda in neposredni sosed te cerkve želim, da bi se cerkev vklapljala tudi v kompleks našega doma in vseh objektov tu v bližini. Predvidevamo praktično, da bi s pomočjo sponzorjev, donacij krajanov in družbenih sredstev kompleksno obnovili celo cerkev v roku enega leta. Na koncu so zvon preizkusili tudi domači pritrkovalci in iz vseh treh izvabljali za uho in dušo prijetno melodijo. Prejšnjo nedeljo je bila nad Govejkom v medvoškem delu Polhograjskih Dolomitov blagoslovitev Hubertovega križa. To slovesnost je opravil župnik iz Svete Katarine, čeprav je Govejek, kot smo izvedeli, še v Sorški fari. Ob tej priložnosti je tudi opravičil domačega župnika.
Najprej pa smo o postavitvi križa povprašali krivca, če lahko v šali tako rečemo, ki je sploh omogočil to postavitev. Gospod Mrak, zakaj ste se kot najemnik doma na Govejku odločili za postavitev Hubertovega križa? Ja, to je čist moja ideja, to je najlepši konc našega lovišča in tle se dogaja najlepše jage, najlepše doživetja so tle gor imamo gamse, muflone in taka križa tle delač naokrog ni, če sploh je kakšen in smo rekli, zakaj ne bil tudi pri nas eden. To znamenje, to obeležje je tudi na pogled zelo lepo. Kdo ga je izdelal? Ta križ so naredili pri mizarstvu Rezar, delal ga je Peter Luštrikov, poslikal ga je pa prijatelj slikar Abaza Bojan. Pomagal so mi tudi drug s krovskim delom, s vsem, kar je kdo mogel pomagati, je naredil, da smo ga postavili. Letos ste prevzeli dom na Govejku, sami ste tudi lovec, postavili ste križ, verjetno vas obiskujejo tudi dosti kolegov lovcev. Ali nam lahko kaj več poveste, kaj se bo dogajalo na domu in kaj lahko nudite turistom, popotnikom? Ja, seveda, tale naš dom je postojanka, taka umestna postaja lovcev, ki grejo na lov ali z lova. Nudimo zmeraj konc tedna divjačno in s tem bomo nadaljevali. V kulturnem delu programa so zatrobili domžalski rogisti, zapeli pa člani lovskega pevskega zbora iz Medvod. Gospod župnik, ali lahko za naše gledalke in gledalce še enkrat ponovite legendo o svetem Hubertu? Sveti Hubertus ali slovensko Hubert je živel v 16. stoletju in je zavetnik lovcev. Ko je odrastel, si je kot tako navaden fant zaželel življenjsko družico, poročil se je, toda ko je žena rodila otroka, je sama umrla. Ženina smrt ga je močno zabolela, potrt je bil in je iskal tolažbe in rešitve. Zaželel si je samote, začel je zahajati v gozd. Nekega dne je zagledal jelena, kako je imel med rogovi nekaj svetlečega, neka svetloba, in v tej svetlobi je zagledal ali prepoznal križ. Ta podoba ali to znamenje mu je tako ostalo v spominu, da nanj ni nikoli več pozabil. Potem je sčasoma spoznal, da ga po tem znamenju Bog kliče, da naj bi nekaj v življenju več naredil, da ga Bog potrebuje. Odločil se je, da bo postal duhovnik. In na ozemlju današnje Belgije je skrbel za kristjane, vernike, najprej kot duhovnik, potem pa, ko so ga postavili za škofa, je imel še toliko več nalog in odgovornosti. Torej, kakšna je povezava med Hubertom po slovensko in lovci? Na tem znamenju vidimo odgovor na to vprašanje. Torej, Hubert je ob jelenu in njegovih rogovih spoznal ta božji klic. Zato je postal zavetnik lovcev in od takrat dalje, pa do danes, pa recimo tako do konca časov, bo Hubert tisti, ki bo posebni nebeški patron, zavetnik lovcev. Poleg tega, da Hubert skrbi za lovce, skrbi tudi še za nekatere druge poklice, ki so nekako povezani z gozdovi. In kako vi osebno gledate na postavljanje svetih znamenj v zdajšnjem času? Postavljanje novih znamenj, svetih znamenj ali obnavljanje dotrajanih, to se mi zdi,
dragocen in lep smisel pomen. Z ene strani nas znamenja povezujejo z preteklostjo našega naroda, posebej kristjanov, katoličanov, in z druge strani nam govori o tem, kako naj iščemo Božje sledi tudi sedaj, v času, ko mi živimo. Lahko le želimo, da bi ta kriz podobo svetega Huberta, ki stoji na enem izmed najlepših delov Polhograjcev, razveseljeval oko. Hkrati pa opozarjal na povezanost narave in duhovnosti.